Jaz sem nekje nadaljeval s Kardeljem, tam, kjer je končal moj naslednik. Zaradi tega, ker sem se navezal na en stavek iz intervjuja, ki ga je dal Stanovnik, Janez Stanovnik, pred par leti, eni časnikalki. V tistem intervjuju pravi Stanovnik, da mi smo bili, več ali manj, zdaj citiram na pamet, komunisti so nas povozili med vojno. Ampak mi smo jih spremenili iz ene zaprte, konspirativne stranke v eno množično stranko in smo jih fertilizirali, pravi. Sedaj, jaz se sprašujem, a je to res ali ne, imam kakšen dvom. Ampak, da je naš komunizem bil pa vendarle malo drugačen kakor katerikoli drugi in da se je, posebno po konfliktu z Stalinom, spreminjal in razvijal in v prvi vrsti Kardelj je šel zelo daleč. Kardelj se je pravzaprav odpovedal ideji revolucije in je kot prvim na koncu gradil svojo idejo na direktni demokraciji, družbi brez notranjih konfliktov, usklajeni s socialističnega zornega kota, ampak v enem določenem smislu takšni, kakor si je želel tudi Leon XIII v svoji Rerum Novarum. Usklajena družba, ki ne bo, kako bi rekel, brez razlik, notranjih razlik, ampak ki ne bo konfliktna. Hvala lepa. Zdaj pa prosim. Janez, prosim. Ja, jaz imam seveda dvome na to, kar ste pravkar izrekli. Recimo, če berete Perevca ali pa Dimitrija Hribarja, recimo glede tega, je seveda tu zelo zapleteno vprašanje, koliko je mogoče to resno jemati, recimo glede na celoten razvoj družbe, ne samo v prvih letih po drugi svetovni vojni, ampak tudi naprej. Druga stvar, kar pa zadeva Kreka, pa se mi zdi, da je zelo pomemben citat, ki ga je napisal, pravi, krščansko socialno gibanje je pravzaprav demokratično gibanje, ker je utemeljeno na katoliškem razumevanju sveta. Nasproti temu so pa vsa, recimo, liberalna, ki so pa absolutistično oziroma protikatoliška. Ja, to se mi zdi malo tako poenostavljena definicija, ne? Vem, ja, se v tem jaz vidim določen problem, ne? Zato, ker tako kot je recimo v Evropi socialno in socialistično in marksistično in komunistično gibanje seveda opozarjalo na eno antropološko dimenzijo, na to, da je človek družbeno bitje, tako je seveda pa tudi razsvetljenski liberalizem in avtonomija in svoboda opozarjala na neko drugo dimenzijo. In seveda po drugi svetovni vojni, po človekovih pravicah, po drugem Vatikanskem koncilu je z veliko zamudo cerkev sprejela in integrirala tudi te elemente. Recimo, jaz nisem imel danes časa se posebej ukvarjati tudi z opredelitvijo naravnega zakona. Naravni zakon, kakor ga razume in kakor ga definira tudi Krek, je seveda zelo determinističen, ne? Mislim, da niti ne sledi prav Tomažu Akvinskemu, ampak v zadnjem obdobju smo recimo dobili cerkvene dokumente, ki naravni zakon definirajo v kulturno-zgodovinskem kontekstu. In to je seveda velika sprememba in velik napredek tudi znotraj katoliške misli, kajti na ta način je nek interdisciplinarni dialog med različnimi idejnimi, filozofskimi in tudi siceršnjimi panogami odprt, medtem ko žal, ne, tako kot jaz moram reči, jaz sem velik simpatizer Kreka, ne, ampak žal se mi zdi pa dokaj nenavadno, ne, da je bil samo v eni smeri tako dialoško odprt,
da je bil izključujoč zelo recimo do to, kar ste gospod Pirjevc vi že rekli, do judovstva. Jaz sicer to povezujem s tem, ker judovstvo je vendarle bilo močno povezano s kapitalom in od tod je najbrž ta antipatija. Ne prinesel Slovenije. Ja, tudi po kakšnem svetem Juriju ob Ščavnici so bili Kreki, ki so bili Judje pa kapitalisti in trgovci in so pač imeli tam neki vpliv, tako da čistko, da niso bili, tudi ne drži. Ampak to, kar se mi zdi nekako kot ključni problem, ki ga vidim, seveda je v tem, da Krek na nek način vendarle teoretsko ni bil zelo močan in kar me pa preseneča, ta izključitev vidika razodetja iz družboslovja, se pravi vidika Svetega pisma in po drugi strani pa v tem družboslovnem segmentu neke vrste dogmatiziranje določenih elementov, kot je recimo to, da je človek družbeno bitje. Ni sam družbeno bitje. Za njega, kot za katoliškega duhovnika, bi moralo biti prvo vrsti presežno, transcendentalno bitje. Vse tega ne zanika. Ne zanika tega, ampak v antropologiji tega posebej seveda ne izpostavi, kar bi se mi zdelo recimo z ozirom na njegovo analizo socializma, kot v marksistični verziji tudi ateističnega pogleda na svet, skoraj da nujno, da pokaže tudi na človeka kot presežno bitje. A bi jaz lahko se navezal takoj, eno vprašanje imam namreč, ki se mi je postavilo, ko sem vas poslušal. Vi ste rekel, da Krek ni bil, kako bi rekel, zainteresiran za francosko revolucijo in za ideje razsvetljenstva. Ne zainteresiran, ni jih integriral. Da ni prevzel. Ampak po mojem pa ta ideja, ta vizija človeka kot družbenega člana, kot člana družbe, to je Rousseaujeva ideja. Ja, potem ampak on je do Rousseauja pa kritičen, ne? Ja, ampak to je prevzel za Boga. To pa je prevzel, ja, v tem segmentu je. In to je bistvo. Ampak človeka kot individuum, kot svobodno in avtonomno bitje, tega vidika ni dovolj integriral, čeprav tudi najdemo segmente. Ampak še eno stvar z ozirom na to, kar ste vi prej tudi rekel glede povezave do Kardelja, kar se meni zdi recimo usodno za ta krščansko-socialni tok v slovenski zgodovini. Krek je bil izrazito pristaš organizacije. Kocbek je bil antiorganizacijski tip. In tu je bil slab naslednik Kreka. Usodno slab naslednik Kreka, ker je prepustil organizacijo komunistom. In krščanski socialisti, to, kar ste prej rekli, ki so si delali otvaro, kako so komuniste notranje spremenili, jaz se bojim, da jih niso, ker če bi jih notranje spremenili, pa ne bi takih grozodejstev počeli na koncu druge svetovne vojne, ampak bi se s krščanskimi socialisti pogodili za delitev oblasti. Ja, še mi dovolite, če smem reči nekaj. Jaz vidim Kreka predvsem njegovo veličino v vlogi menedžerja. Ja. On je za slovenski narod resnično zaslužil. In jaz vam povem, jaz sem tukaj zaradi tega, ker se zavedam, kaj je naredil za slovenski narod. Ampak kot mislec pa ni bil bog kako originalen. Je več ali manj prevzemal ideje, ki so prihajale iz Dunaja, z Luegerjevega kroga in ne smemo pozabiti, da Lueger je bil Hitlerjev najljubši župan. Hitler Luegerja ne more prehvaliti, kar je po svoje zaskrbljujoče. Lahko je, jaz bi se malo oprl na tole Krek in mladina. Bi tole povedal. Krek je izdal leta 1893 v Tomem svetu eno novelo z naslovom Mati. Ta novela se dogaja na Ormatu, blizu Ljubljanice, je prikazan priprot Mati s tremi otroki, eden je še v Zikti, ona dva se pa igra.
kako odlično človek prikazuje otroke. In to ne samo v tej noveli. To je znano, no sploh je znano njegov odnos do mladine, do otrok. To je še posebej pa svetujem in tudi si želim, da bi šla tudi pripovedništvo Krekovo kot posebna knjiga, recimo tale novela Mati. Hvala. Če dovolite, ja. Tebe še da, nekdo se hoče. Egon. Egon, prosim. Zanimivo se mi zdi, da ta zgodba okoli Kreta, kot neka provokacija, da je Kret pač na nek način kriv tudi za to, da so vprašali socialisti, ki na koncu pristali v Skupni front, ki so prav razumeli. Zdaj, veste, kako je Starter označil Kreta, subjektivno, objektivno, razvoj slovenskega nacionalnega vprašanja, pravi, subjektivno je koristil, ker je pomagal delavstvom kmeta. Objektivno je škodil, ker je zaviral revolucionaliziranje množic, ker je v tej logiki vse, kar je za revolucionalno koristilo, tako slabo. In zdaj prehajamo do pozicije, ko bo zdaj iz strpenega stališča ta nesvečni Kret spet deležen te kritike. Subjektivno je koristil, ker je omogočil moč političnega nacizma na vsem slovenskem ozemlju, globalizacijo zatočništva. Objektivno je pa škodil, zato ker če ne bi bil njega, bi krščanski socialisti morda ne povezali Avguštinove teorije pravičnosti, v zvezi s tem, da jemanje ni kraja, če je sila velika, kar Kret piše socializmu, in zato potem delavstvo to prevede na razredno raven, kjer je stiska taka vzame proizvodna sredstva v kapitalu, za teorijo, Marksovo teorijo o teoriji vrednosti. In to dvoje združiš, kot pravi Angeli Tominec, kot krščanski socialist, nas in socialiste in tudi komuniste druži večna vrednostna teorija. Potem smo že zelo blizu temu, dejansko temu teologiji Kreka, ki je vedno, ki je toliko kontroverzen, da je vedno objektivna ocena možna. Ja, sej, kaj če kot to komentirati, se mi zdi sam dober sintetičen pogled na to, kako jaz tudi vidim to kontroverznost Kreka. Zdaj, morda sam glede subjektivnega pa objektivnega, novoveška perspektiva je intersubjektivna. Kaj je zdaj objektivno, kaj ni objektivno, bi bila lahko diskusija. Mislim, da je pri Kreku ravno na področju družboslovja v tej neoscholastični doktrini preveč tega objektiviziranja subjektivnih vidikov, zgodovinsko pogojenih in kulturnih vidikov. In da je z tega vidika teoretsko saj zelo družbeno dogmatski, praktično pa ne. Praktično je pa, bi rekel, zelo pragmatik. Politično je zelo pragmatik, družbeno je zelo pragmatik. Tako da tudi ta teorija in praksa pri Kreku nista najbolj v sozvočju. Ja, točno. Ja, prosim. Ali lahko govorite malo glasneje, ker sem naglušen? Jaz bi imel določeno pripombo na, pozitivno pripombo na stanje tudi nacizem. Ne samo iz 19. stoletja, potem v praksi partijnosti je izbral Ljugarjevo. Namreč, ko je oba zelo o komunistični partiji, je za odnos partijnosti in ideologije, ki je pravzaprav utemeljena na teh družbenih osnovah. Stvar, ki bi jo pa imel Pančič,
filozofski strani. Ne samo kot teologija, ampak tudi kot filozofija. In iz filozofskega gledišča potem izhaja neoscholastika, kar ugotavlja Igor Bančič, kar je silno zanimivo, v nihilizem. Ko je bil govor o tem, kar ste povedali gospod Granda, da je na koncu obupal nad kmetstvom, gre potem takem za določeni nihilizem, utemeljen v ideji nekega humanizma, kajti produkcija, nova produkcija, ki je nastala v času Rerum Novarum 1892 in naprej do prve svetovne vojne, kaže, da je postal produkt in kapital s ceno in profitom osnova, ne pa več delo. Kajti delo pripada revežem. Delo je Arbeit, medtem ko kmečko delo, ki je pa seveda slovensko, in tu se pa jaz ne bi strinjal, jaz mislim, da vsak Slovenec še vedno nosi v srcu nekaj kmeta. Ne glede na to proletarizacijo, revolucijo, socializem in vse. In mislim, da nas ta kmečka, domovinska, neka notranja ali pa majstrovska osnova še vedno veže. To sem jaz hotel pojasniti nekatere stvari, ki se strinjam z njimi, vendar kritično, tudi v filozofskem smislu, ne pa zgolj teološkem. Kaj lahko jaz nekaj rečem? Prvo v zvezi z Luegerjem in z njegovim strašnim antisemitizmom, ki je bil podlaga Hitlerjevega antisemitizma, je zanimivo to, da on se ni toliko zaganjal proti kapitalistom, židom kapitalistom, temveč malemu človeku. Ti mali židje, ki so prihajali, ubožni židje, ki so prihajali na Dunaj iz Galicije, iz teh vzhodnih pokrajin monarhije, so bili nevarni malemu človeku na Dunaju. In od tu je prihajalo do tega konflikta. In kar je mene zanimalo, recimo me je presenetilo, je dejstvo, da Krek se ne zaganja proti židom zaradi kapitalizma. On govori o kapitalizmu, ampak ga ne omenja v tem zvezi. Temveč v zvezi z socialdemokracijo. Torej, on praktično, po mojem, v enem določenem smislu, čisto enostavno ponavlja tisto, kar je slišal od Luegerja. Torej, če vzamemo črne buke pri njemu, sta židovstvo pa kapitalizam se imajo že. To je za njega isto. In jaz pa to je pa rekel predsedniku, da on, ko piše proti židovstvu, oziroma omenja nikjer, omenja nikoli, ne telesnega, ne kot katoliško zgodbo, ko so Kristusa križa, tudi tega nisem najdel, mogoče bi kje, pa predvsem ga za njega ta velik kapitalizem, latifundovstvo, to brodiranje, naprimer omenja ročiče dobro, kako izbirajo v vas. On je absolutno enač. Celo on je mogoče na tem področju celo Čozano Mošče, ki je izmed prvih, ki tam antisemitizem prinesel, mogoče celo malo manjši antisemitizem tega, kot kar je bil na Mošče. To je ena zadeva. In ker sem si že besedno vzel, bi sam še to povedal, da vse to moja hipoteza, da je oziroma teza, da je preko upano takrat, ampak jaz se s gospodem Gajškom videla enako očitko, jaz sam se imam tuče za kmeta. Govorite, moji otroci, ali pa sem žal na tem gledala študente v Novih Gorici s kmetov. No, oni so meščani na podeželju. Konc, amen. In naprimer, danes gledam, ko umrje mama, teta na vasi, najprej ubijajo kravo, če imaš domov, ker nima domov za pogledati. Popustite, da tako vulgarno nima, dogaja se nekaj silno šokantno stanje v Sloveniji, ki se ga sploh ne zdareva. Mi imamo tam svele posest, imamo kmete, ki vzdržujejo kmetijo, se sploh samo ne vzdržuje, ampak daje potretnino plače, naprimer, so usudili za to, da vzdržujejo kmetijo, da bojo. Ampak to so danes vrtički, hobi, že s traktorjem se vozijo, že bolj gledano, da se
Isto se dogaja z proletariatom. Ja. Ga ni več. Proletariata tudi ni več. Egon bi še želel nekaj govoriti. Krek bolj verjamem, Krek je zapustil vrsto svojih učencev v delovskih v razsahlajših krogih. Med duhovniki, ki bi se za kmeta zavzemali, pa sicer jaz pri najboljšem razmisleku ne najdem ljudi, ki bi se tako posvetili kmetu, kot se je Krek, medtem ko za delovstvo, smo pa že danes našteli kar nekaj, da pa še vedno to našteli. On je na teh delovskih otrocih, na teh delovskem nasledstvu zodijo tudi na nazadnje Aleš Želički, ne, pardon, Aleš Stanov. Ja. Še Egon. Jaz sem samo hotel reči, da imate pravo, namreč nujna je enostavna teorija o tem, ko se ljud bori proti samemu sebi. Na eni strani so bogati ljudje, ki organizirajo kapital. Na drugi strani so revni ljudje, ki organizirajo socialno demokracijo. Mojem prispevku sem rekel, da je bil brutalen, ko je prisoval recimo na Sala, to je vse teče poprav v Evropi, kako je na Sali porastno sestro poslušal naprej prodajati. Ampak teorija o boju ljudov proti samemu sebi je pri Kreku v zbrani spisi, ker se zdaj na pamet ne spomnim, in jaz sem bil šokiran, ker je popolnoma ista teorija o pamet. Ker je logično reči, če so ljudje kapitalisti. Kaj so ljudje še socialni demokrati, ki se borijo proti kapitalu? Zato, ker Krek in tudi firme obvate ugotavljate, da je to fingiran boj drug proti drugemu, zato, da vrnete do konca tudi do ljudovske oblasti in svetu ljudovske zarota. Paradoks je zelo tem, da se je treba strinjati, ne da ljudov diplome slovenske, ampak da niso igrali nikoli ključne politične gospodarske vloge, kot so jo Dunaj. In ta teorija o boju proti samemu sebi me je šokirala, ker je že 30 let pred, 20 let pred nacizmom, očitno je takrat na Dunaju to bilo že pač razširjeno. Dejansko Schönerer in Lueger sta oba vzorca, vzornika firme. Čas je še kakšno vprašanje, prosim, kratko. Ja, prosim, kratko. Bolj pripomba. Seveda je Krek svoja politična mišljenja tudi spreminjal, ampak neka stalnica pa je zavzemanje za uboge in za delavstvo. Navduševanje za delo, za izobrazbo in za delo za narod. To je pa kontinuiteta, kakor jo jaz lahko opazam, in se čudim, da takšne kontinuitete v samostojni Sloveniji pri cerkvi ne najdem. Ali jo pa najdem bistveno manj. Kajti akcije z Krekovo banko in tako naprej so čist drugačne, kakor bi človek pričakoval iz Krekovih socialnih stališč, pa tudi nasplošno v družbi. Delavci, ki ne dobijo plač, ki jim delodajalec ne plačuje socialnega zavarovanja, torej nekaj, kar bi bilo za Kreka nesprejemljivo, to so stvari, ki, upam, da so se, da lahko v preteklosti govorimo, dogajali v samostojni Sloveniji. Moje vprašanje je, kako to, da Krek, ki je vplival prek krščanskih socialistov, prek katoličanov, ni bolj prekvasil naše slovenske družbe, da bi kakšne stvari nam bile jasne, vsaj tako, kot so papežu Frančišku, recimo. Gospod Dolgan, lepo mi je všeč. Da ostajanje Krekov inštitutom, tega pa ne še vemo, kaj letos naredili. Jaz bi to podpisal, kar ste včeraj. Upam, da sem se prav zavolil, gospod Dolgan, ne? Tam imamo še eno roko, tam je še ena roka. Prosim, ja. Čez dne bi se morali to odreagiral, ne? Jaz mislim, da treba mirno priznati. Kreka je katoliška cerkev pozabila in je šla v drugo smer. In Kreka seveda je pozabil slovenski narod in slovenska država. Tako da to, kar zdaj pravite, ne, je posledica mnogih razvojev, žalostno, ne, ker po Kreku katoliška cerkev ni več bila tako zaskrbljena za revnega človeka in to je njegova stalnica in ni povezovala na tej strani. Očitno so pač druge stvari, ki so vekalni prisotne, prorogovali, ne, in sedaj je čas, da tist, ker je od Kreka nekaj
da ste vi rekli dobro, trajnega, pozivanje zoper te krivice in povezovanje ljudi, skušamo pač spraviti v naš slovenski prostor, ne? Ampak ne na način, recimo prej, ki bil govor, da bi socialci krščanski nekako privedli, ne na način Gramscija, ki je homogeniziral civilno družbo v službi partije, ampak način avtonomne civilne družbe, ki pa je njihove dvoja, in ne samo njegovne. Smem na to malo replicirati? Ja, pa ne to, kar ste rekla. Jaz se strinjam delno z vama, delno se pa ne morem strinjati. Pri Kreku je šlo za to, da je videl v celotni strukturi družbe na krščanski podlagi alternativni sistem socializmu in pa kapitalizmu. V sodobni katoliški cerkvi je ta ideja pokopana, mrtva in upam, da zavedno pokopana. Zato, ker to ni naloga cerkve in to ni naloga teologije in to ni naloga Kristusa. Tako da to je en vidik, ki ga moramo tu upoštevati. Z druge strani se pa ne morem čisto strinjati, da se cerkev na tem področju nič ni angažirala. Cerkev se danes angažira preko karitativne dimenzije na tem področju. Seveda, tudi jaz pa pogrešam, da bi Karitas se moral angažirati pri spremembi zakonodaje, ki bi lajšala položaj najbolj revnih slojev. Ni dovolj, da Karitas dobrodelno deluje, Karitas v drugih okoljih, recimo posebej še na Zahodu, deluje tudi kot ena od močnih skupin, ki vpliva na spremembo zakonodaje, da se krivice ne morejo tako dogajati, kot se dogajajo. Te dimenzije pa slovenski Karitas nima, zaradi tega, ker je slovenski katoličan še vedno globoko prepričan, da se v politiko, v zakonodajo in tako naprej ne sme dosti preveč mešati. Posebej še ne, če je preveč cerkven. Dobro, še dr. Lazarevič, potem pa končamo. No, jaz bi se pozval na to, da Krekov ni tega priznimo, da se cerkev ni več angažirala. Jaz sem v svojem prispevku... Kaj lahko govorite pa glaseje? Jaz sem v svojem prispevku pravzaprav nakazal, da se ta sfera delovanja cerkve, ki je značilna ali pa duhovna značilna za Krekov čas, profesionalizira. In ta se osamosvaja iz cerkvenega okvira. Zadružna šola, ki so jaz omenil, tudi Brane, je tipičen znak tega. In te ideje, to živi naprej. In vse zadnje se po prvi svetovni vojni ustanovita kmetijska zbornica, delavska zbornica, kot institucionalne organizacije za prevajanje interesov v politični prostor. To voluntaristično delovanje, da nek način rečem, zamenja organizirano delovanje v obliki sindikatov, v obliki različnih kmečkih zvez, ki se ukvarjajo z strokovnimi vprašanji, to so interesna, strokovna združenja in te potem prevajajo te interese naprej. In veliko tega se pravzaprav spremeni v socialno politiko in se tudi uveljavi v socialno politiko. In s tem se tudi potreba po cerkvi zmanjšuje. Če vi imate regulacijo delovnika, če imate regulacijo otroškega dela, če imate regulacijo politike dohodkov, regulacijo stavov. Pa si se prostor pravzaprav za to vrstno udejstvovanje zmanjšuje, istočasno pa država ustanavlja tudi posebne organe za nadzor izvajanja te regulacije, poleg interesnih združenj, ki to upravljajo, recimo temu iz koncepta civilne družbe. Prostor za tak tip delovanja cerkve, kakor je bil v Krekovem času, se preprosto že v obdobju po prvi svetovni vojni zmanjša in ni potrebe po tako velikem angažmaju, ne da bi cerkvi pripisovali, da je izgubila socialni občutek. Dobro. Še dovolite bi zdaj stvar končali, ker meni rečete, da ste za konc sem še mogoče dva stavka. Obžalovati moramo, da ni med nami dr. Valterja Lukana, ki še vedno obstaja, pa še boljši poznavalc Janeza Evangelista Kreka. Slišal sem, ne vem, če je res, da pač pripravlja za objavo monografijo o njem. Torej, to bi bil res velik dogodek in mislim tudi nujnost, da bi dobili. Mislim, da lahko zdaj ob stoletnici smrti dr. Janeza Evangelista Kreka samo ugotovimo, da je dela še zelo veliko, da bo treba še raziskovati,
da pravzaprav tisto, kar pogrešamo, kar je dr. Lazarjevič na koncu rekel, ne toliko organizacija že, ampak duha je premalo. Tega duha, da bi to spostavili, naprimer, samo eno krekovo misel, ki je pravzaprav ni originalno krekovo, je najdemo celo že v Stari zavezi, ampak da je delo plačilo, ne pa milost. In ko sem to omenil, jutri bo strankarski mok, zato bom končal, ko sem to omenil na ustreznem mestu, sem doživel jok, kaj grdega govorim. Vi ne veste, kako se ubogi podjetnik joka, ki nima plače za delavce. Če nima podjetnik plače za delavce, ne bo podjetnik. Torej, to pogrešam in to bi nas lahko naredili, ampak se noče narediti. Celo tiste stranke, ki se najbolj sklicuje na Kreka, imajo največ težav s Krekom. Torej, jaz mislim, da je Krek še ostaja aktualen in mislim, da ne, najmanj čez 10 let bo gotovo spet kakšen simpozij. Dobro bi bilo pa že tudi prej. Torej, vsem iskrena hvala in se pravim, dela še veliko in ne bo nam ga zmanjkalo. Hvala lepa.